Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci v tokratni vroči temi na portalu domovina.je. Kako je gospodarstvo prizadeto in kako je že dobilo pomoč po največji naravni katastrofi v samostojni Sloveniji, bomo danes vprašali kar dva gosta. Ministra za gospodarstvo, turizem in šport, gospoda Matjaža Hana, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dober dan. In pa glavnega izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije za socialni dialog, gospoda Mitja Gorenščka. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Spoštovana gosta, mogoče najprej prvi ukrepi za pomoč gospodarstvu. Gospod minister, so že bili sprejeti, kateri so in ali so bili povsem usklajeni z gospodarstvom? Najprej hvala lepa za povabilo. Jaz bom izrazil tudi to priložnost in se seveda kljub večkrat se zahvalil vsem prostovoljcem, vsem ljudem, ki so v teh težkih časih pomagali. In še enkrat, Slovenija je pokazala, da zna biti solidarnostna v takih težkih trenutkih. Zdaj pa bom zelo konkretno. Tistega 4. avgusta so mene poklicali iz Gospodarske zbornice, jaz sem bil res takrat na morju, so poklicali, kaj se dogaja, kakšne poplave so, jaz sem šel takoj domov in skupaj smo začeli na nek način oblikovati ukrepe, seveda z nekim dnevnim zamikom, zato ker so se, težave iz dneva v dan kazale kot res velike. Moram reči, da take škode v Sloveniji, kar se tiče naravnih nesreč, v zgodovini nismo imeli. Zato smo mi potem takoj sprejeli nekaj ukrepov, zakonskih podlag, ki nam bodo zdaj omogočili, da bomo seveda najprej čakanje na delo, omogočili gospodarstvo čakanje na delo. Potem naša ideja je bila, da smo za en mesec na nek način bo država 100% financirala plače za tista podjetja, kjer so delavci, čistili podjetja, odpravljali škodo. Sprejeli smo nek finančni inženiring za likvidnostna sredstva, monitoring se bo naredil na kredite in tretja ali pa ena najpomembnejših zadev pa je, da bomo sofinancirali pa avansirali 10% stroškov, ki jih je gospodarstvo že nam poslalo v Ministrstvo za gospodarstvo, in sicer izpad prometa, se pravi zaloge, težave pri zalogah in pa ključno v poškodovani stroji. Mi smo dobili do 1. septembra 788 vlog, čakamo še do 20. da nam dajo še dodatne vloge v skupni vrednosti za enkrat 327 milijonov evrov in verjamem, da bo ta procedura skozi vlado šla zdaj hitro, mi imamo vse pripravljeno, da bomo lahko izplačali teh 10% od teh 327 milijonov. Gospod Gorenšček, so ti ukrepi tisti, ki sedaj pomagajo gospodarstvu in kako si je gospodarstvo že opomoglo? Glejte, jaz se moram tudi zahvaliti vsem tistim, ki so pomagali na terenu, pa tudi Ministrstvu za gospodarstvo, ker nas je tako izklicalo, ustanovilo je krizni štab, kjer smo bili prisotni predstavniki gospodarstva in tudi predstavniki posameznih vladnih resorjev. Mi smo bili na tem prvem sestanku praktično enotni, kar se tiče petih ukrepov oziroma ciljev, ki jih zasledujemo. Naštel jih je že gospod minister. Nekatere smo že sprejeli z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, to je bil ta prvi zakon. Ta zakon je bil nekoliko korigiran tudi z drugim interventnim zakonom, tako da zasledujemo te cilje. Vseh teh ciljev pač še nismo. Mislim, da nas čaka še tretji zakon, to je zakon o odpravi zakon o obnovi. Tako da kapo dol, nimam ene pripombe na način dela in tudi na način, kako smo sprejeli teh 5 glavnih ukrepov. To smo jih sprejeli na nivoju ministrstev in gospodarstva. Vlada jih je nam ni sicer v prvi fazi popolnoma prisluhnila, zato so bili potrebni neki popravki, nekatere neuslišane naše želje pa verjamem, da bojo za tretjim interventnim zakonom uslišane. Gospod Gorenšček, prizadetih je bilo kar nekaj podjetij. Težave je predvsem v avtomobilskem sektorju. Sedaj vidimo, kaj je Ljubno. Nekako si sploh nismo predstavljali, da kaj je Ljubno tako povezano z evropskim avtomobilskim sektorjem. Kako se sooča s to težavo, kakšen
način imate stik s terenom? Glejte, mi smo pogosto v stiku s terenom. Jaz sem si tudi v prvih dneh po poplavah ogledal tudi KLS in druge sosedna podjetja. Pač podjetja so v različni situaciji. Podobno iz avtomobilske industrije je tudi TAB, s tem, da nekateri so kot edini dobavitelj klasificirani, nekateri pa imajo alternativo, to pomeni, da imajo njihovi kupci tudi rezervnega dobavitelja, hkrati pa ima TAB recimo tudi rezervno lokacijo, kjer proizvaja, to je v Makedoniji. Očitno so kupci KLS-u tako močno zaupali, da so stavili samo na enega konja, če temu tako rečem. To je tvegano, očitno pač tega tveganja niso predvideli, zato prihaja zdaj do teh zastojev. Gospod minister, slišali smo večmilijardna škoda v gospodarstvu in tudi na ostalih sektorjih, pa vseeno veliki milijoni so obljubljeni gospodarstvu na eni strani, na drugi strani pa gre tukaj hkrati tudi za veliko birokracije. Kako boste podjetjem prišli naproti, da bo te birokracije manj, pa da bodo do teh sredstev realno prišli? In koliko seveda si lahko obetajo? Tukaj se moram z vami strinjati nasploh v Sloveniji, pa ne zdaj, ampak že 30 let v bistvu. Birokracija, bom rekel, malo zavira vas kompleten razvoj, še posebno pa takrat, ko pridemo do takih naravnih nesreč, ko je treba res hitro odreagirati. Veste, zakon spisati, člen spisati je relativno enostavno, če ima seveda odzadaj finančno postavko, potem pa to prek vseh struktur vladnih, finančnih, MFRAC-a in da vam ne naštevam, spraviti je pa že mala umetnost. Če bi mene vprašali, bi šla zadeva hitreje skozi, ampak ja, pomembna je tudi transparentnost. Se veste, da ne bomo zopet izplačevali nekaterim, ki se mogoče pomoči ali pa ne potrebujejo tako, nekaterim, ki pa pomoč potrebuje, pa ne bodo prišli do pravih sredstev. Mi smo sicer zelo enostavno naredili ta prvi ukrep za 10% avansiranje. Zakaj? Zato, ker so mogla podjetja našteti samo 3 postavke, se pravi izgubo prometa, težave z blagom, se pravi zaloge in pa poškodovani stroji. Tu so 3 postavke, oni so ocenili, kolikšna je škoda in na podlagi tega bomo izplačali 10 milijonov. Zdaj so cene realne, ne, jaz tega ne vem, se bo pa tako v drugi fazi potem zadeva poračunavala, ker mi bomo lahko, država bo lahko nakazala denar do 50%, če si bil zavarovan in do 60%, če nisi bil zavarovan, ker škoda pa ne sme biti več izplačena kot 100%, bom rekel, vsega poškodovanega. Tako da takrat pride potem cenilci in uradna papirologija. Tako da v prvi fazi niti ni bil ta problem. Mi smo tudi, kar je do zdaj ni bilo, izločili garancije za ta podjetja, ker če bi mogli dati še garancije v teh težavah, je seveda v tej težavi je lahko še bistveno več birokracije, lahko gre tudi kakšno podjetje v stečaj in se bomo pač zato na nek način bomo ta denar verjetno izgubili. Jaz upam, da bomo vse to uredili. Ključno pa je to, kar ste se vidva prej pogovarjala, so pa izpad naših najboljših izvoznikov iz nabavnih verig. Zato ni problem pa nekaterih najboljših firmah ta moment toliko finančna sredstva, kot je, da čim prej zaženejo proizvodno, da čim prej pridejo nazaj v tako imenovane nabavne verige, ker konkurenca ne počiva. Tudi na težavah posameznikov konkurenca seveda bo želela priditi, bom rekel, zraven te nabavne verige. Mi s KLS-om smo, bom rekel, skoraj na tedenski ravni v stiku. Sosed BSH je že zagnal, bom rekel, zelo mehno en del proizvodne, počasoma, bom rekel, na nek način bo zagnal proizvodno. TAB da ne bom zdaj narobe rekel, v Koroški je zagnal kompletno proizvodno, Kableks tudi počas, bom rekel, na nek način gre nazaj v te strukture. Tako da iz tega naslova smo seveda lahko bomo malo pomirjeni, ampak Slovenija je res utrpela hudo škodo in glede na to, da je zdaj po covidu, po energetski krizi, po vojni v Ukrajini še poplave, je za gospodarstvo neizmerno težko in nenazadnje tudi za državo, za državni proračun, ki ga seveda gospodarstvo na nek način polni in tudi ljudje. Da pa ne govorim
o ljudeh, ki so izgubili, bom rekel, pa zdaj bom tudi jaz ponovil, in spomine, in hiše, in vse skupaj. In tukaj je država pred veliko, težko zahtevno nalogo. Gospod Gorenšček. Ja, jaz sem malo zastrigel zdaj z ušesi, ki je gospod minister razlagal o shemi pomoči. Dejstvo je, da trenutno veljaven zakon govori od 50 do 60% povračila te škode. Na tem prvem kriznem sestanku smo se pogovarjali o možnosti spremembe tega zakona, da bi se to dvignilo na 70 do 80. Zaenkrat je zapisano 50-60. Seveda je pa v zakonu, se opravičujem, zakon o obnovi še marsikaj lahko spreminjamo, samo po korakih. Ja, tako da tukaj so naša pričakovanja nekoliko večja. Vemo, da nismo še vseh zakonov sprejeli in osvežili in tukaj naše upanje ostaja. Še mogoče vprašanje pri tem, ki sem ga že zastavil gospodu ministru, glede birokracije. S to se gospodarstvo srečuje že ves čas, vedno se več nalaga. Menite, da bo sedaj te birokracije manj? Ste sploh predlagali kakšno možnost, da je lahko manj pri pridobivanju sredstev? Glejte, mi imamo zdaj nažalost kar nekaj izkušenj. Jaz sem, preden smo začeli to oddajo, vam povedal o naših izkušnjah pri katastrofah v Posočju. Imeli smo 3 potrese zaporedoma, takrat smo bili soočeni s podobnimi ukrepi, imeli smo COVID ukrepe. Jaz mislim, da so te zadeve že standardizirale se, da procesi potekajo hitreje. Recimo prvi ukrep čakanja, mislim, da tukaj ni komplikacij, ni zapletov, zbirajo pač vloge, prijavljenih je 13,000 prosilcev. Jaz tukaj ne pričakujem nobenih zapletov. Dogajajo se določene nove situacije, ker nekih izkušenj ni, tam pa bo treba let še prebiti in najti nek način, da bojo zadeve hitreje stekle. Ampak sam plastično. Mi smo dobili 788 vlog in še jih dobimo do 20 v hišo. Potrebno je preglasiti državno shemo, se pravi, potem odpreti postavko za teh 32 milijonov, narediti na nek način NRP-je, tako imenovane NRP-je, mi upamo, da se jih bo to na nek način naredili za več firm skupaj in potem začeti izplačevati na transparenten način. Tako da zadeva je res kar dost birokratizirana, seveda pa mora biti zato, da je tudi transparentna. In jaz moram tukaj reči in se resnično zahvaliti ekipam, vsaj na našem resorju, kjer delajo od zjutraj do večera, pišejo, delajo in da se potem lahko mi ministri hvalimo, če bomo na nek način na hitro izplačali, ker to dela vse uradniki in nekateri se res trudijo. Ali menite, da si prizadeta podjetja na kratek rok sploh lahko tako dobro opomorejo in ali je bojazen, da bi se gospodarska slika na prizadetih območjih v kratkem času lahko še poslabšala? Sami ste omenili, da lahko pride tudi do kakšnega stečaja in podobno. Pred nami je jesen, zima, številne negotovosti. Mislim, se tukaj ne rabimo biti ne vem kakšni ekonomski strokovnjaki, da vemo, da glede na to, da bom rekel v Evropi, pa pustimo, kaj si jaz ta moment mislim v evropskem modelu gospodarstva, se gospodarstvo ohlaja. To je definitivno. In se ohlaja že brez kakršnihkoli poplav in težav, ki smo jih pač imeli v Sloveniji in seveda nam takšne poplave na nek način ne koristijo. Edini plus, ki ga jaz seveda vidim, ampak to v nadaljevanju, mogoče po tem, ko bomo že mi iz te vlade šli ali kakorkoli, vendarle bo prišlo do obnove, vendarle bo tle gradbeništvo slovensko na nek način zagnal svoje stroje, multiplikativno učinek gradbeništva na druge sektorje seveda je in to bo pognal v nadaljevanju gospodarsko rast. Ampak naši najboljši izvozniki pa seveda bo imeli na kratek rok in na dolgi rok nekaj težav, ampak jaz verjamem v njihovo znanje, v njihove izkušnje in v njihovo kvaliteto, da bo čim prej prišli, bom rekel, do konca leta na nek način zopet nazaj v neke tire. Je pa res, da bo mogla država poleg teh gospodarskega dela poskrbeti na tako imenovani vodni, cestni infrastrukturi, da ne bo prišlo do težav v bodoče. Spremljali ste sanacijo po potresu v Posočju, gospod Gorenšček, in dejstvo je, da ne gre pričakovati, kot smo slišali tudi premierja Roberta Goloba v začetku, kdor hitro da, dvakrat da, da bo drugič, ko se bo dalo, da bo vse rešeno. Podjetje ste sanirali, mislim, da 10 let po potresu, tako da ne gre pričakovati rešitve z danes na jutri in nekakor pa ne v tej jeseni oziroma zimi.
Dejstvo je, recimo, če se obrnem na Posočje, takrat so bile postavljene jasne prioritete. Prioritete so bile na civilnem prebivalstvu, podjetja smo prišla zadnjo na vrsto, kar se tiče statične obnove in svarim pred prevelikimi pričakovanji. Del bremen bo padel tudi na podjetja, tako kot bo padel tudi na prebivalce. Tako da tukaj moramo biti realni. Ta katastrofa, ta škoda bo imela neke dolgoročne posledice na vseh. Upam, da tudi pozitivne, kot je gospod minister rekel, da se bo, ko se bo obnavljalo infrastrukturo, to obnavljalo v duhu sodobnega časa. Upam, da to ne bo zaustavilo gradnje na 3. razvojni osi, ampak da jo bo pospešilo. Predvsem Koroška je bila že prej na en način zapostavljena in to je lahko tudi priložnost, da se nek zaostanek iz preteklosti nadomesti. In če greva, nadaljujeva prav pri tem, kjer je končal gospod Gorenšček, številni projekti ostajajo, ne glede na to, kar se je sedaj zgodilo, se bodo morali izvajati v prihodnje. Torej, 3. razvojna os, hkrati peljanje teh projektov bo mogoče in kje vidite, minister, največ težav? Ne, jaz se tukaj absolutno strinjam z gospodom Gorenčkom, predvsem v tej fazi, da ja, mi imamo zdaj en del Slovenije, če lahko rečem, zelo poškodovano in ga je treba na nek način ozdraviti. Imamo pa drug del, bom rekel, gospodarstvo v Sloveniji ali pa Slovenije zdrave, ki je treba dati neko spodbudo. Seveda se bodo mogle v razmišljanjih neke prioritete, kje spreminjati, ampak sigurno ne 2. tir, 3. razvojna os, te, bom rekel, osnovne infrastrukturne objekti, ki so, če želi Slovenija biti konkurenčna, nujno potrebni. Že zdaj lahko rečemo, da smo absolutno par let prepozni, ampak zadeva je takšna. Če nimaš ti avtocestnega križa, dobre povezave, seveda ni razvoja. Tako da, kar se tiče našega ministrstva, lahko rečem, da mi sprotno zadeve, ki smo se jih zastavili, bom rekel, investicije v turizem, ki jih je bilo v zadnjem letu, bom rekel, delč največ v zgodovini, tudi druge razpise v šport. Mi bomo mogli v zakonu v obnovi razmisliti, kako bomo šli v razpise v podjetja, zato da bodo lahko nabavljali nove stroje in tako naprej. To so zadeve, ki jih moramo potem skupaj na nek način doreči in pač pomagati na ta način. Jaz vem, da so ljudje v velikih težavah, ampak Slovenija mora iti naprej, tako kot se je zastavila nek cilj. Ker ste tudi minister za turizem, kako je za prizadetostjo turizma? Pričakujete, da se bo spomlad le začelo, tudi predvsem tam v Savinjski dolini, zadeve izboljševati? Precej prizadetih je bilo tam. To absolutno moramo narediti. Mi bomo zdaj takoj v tej drugi fazi seveda v stiku z vsemi turističnimi ponudniki. Nekaj tudi na Koroškem pomembnih turističnih ponudnikov je bilo uspešnih tudi zdaj v razpisu. Ne nazadnje se na Koroškem, bom rekel, tudi investira v tako imenovano žičniško infrastrukturo. Tako da ja, mi bomo mogli tudi na tem delu seveda pomagati. Mi smo imeli že zdaj težave, ker ko je prišlo do te krize, so na nek način v špici sezone tujci začeli odpovedovati, ne samo tukaj, ker pač nisi mogel sploh iti na letovanje, ampak tudi na Notranjskem, na Primorskem in tako naprej. Mi smo prek našega STO-ja, prek diplomatske mreže pač govorili, da Slovenija ni prizadeta na celem ozemlju, ampak na delčku in tudi ta bo hitro saniran. Tako da jaz verjamem v relativno hitro sanacijo, samo bo pa seveda težav. Tisto pravi, da ne bo težav, bom rekel, zavaja. In še nekaj bi rad rekel, mi moramo istočasno omogočiti ljudem, da bojo normalno začeli živeti v svojih domovih, ker mi lahko zgradimo vse nove hiše, pa če ne bomo na tem koncu zgradili oziroma obnovili podjetja, da bo lahko ljudje šli v službe, bo morala padla, ali obratno, lahko podjetje zaženemo, pa če ne bojo ljudje imeli toplega doma, bo problem. In da ne govorimo o infrastrukturi. Tako da to mora iti, bom rekel, z roko v roke vse te investicije. Je pa seveda neizmerno zahtevno za državo, kar se tiče financ.
Ja, jaz bi to rekel, da zakoni se hitro sprejemajo, to smo že prej rekli, tudi osnovna sanacija poteka hitro. Skrb, ki pa nam jo javljajo z terena, je ta, da se glavnega problema še nismo lotili v pravi meri, in sicer to je poglabljanje teh strug. Prejšnji teden moram reči, da je bilo stanje kar alarmantno. Obstajajo neke referenčne cene za strojno opremo. Podjetja in pa lokalne skupnosti ne upajo najemati tovrstne strojne opreme za poglabljanje teh strug, ker ne vejo, kaj bo pokrito in kaj ne bo strani države pokrito. Obstajajo samo referenčne cene, nobenih zagotovil ni, da bojo pokrite tudi vrednosti nad referenčnimi cenami, in tukaj tudi nažalost v parih dneh nismo uspeli dobiti pravega sogovornika, ki bi dal navodila tem v lokalne skupnosti in pa v podjetja, kako naj se ravnajo. Mislim, da to je najpomembnejši ukrep, ki ga je treba na terenu narediti. To pomeni poglabljanje strug. Vemo, da pri malo večjem deževju 14 dni nazaj bil Kablex ponovno zalit, in če bi se podobna katastrofa zgodila ponovno, verjamem, da bi tudi ta volja, ki jo zdaj ljudje na terenu imajo, da bi oslabela. Zato bi apeliral na državo, da so tukaj jasna pravila, kdo je tisti, ali že obstaja, ali že deluje državno tehnična pisarna, kdo je tisti, ki narekuje način dela na terenu. Gospod minister, pred vami je nova redna tedenska seja vlade. Bo to ena od tem? Te teme, to, kar je gospod Gorenšček rekel, se v bistvu mi ne izognemo ne na vladi in pa ne na dnevnem, delovanju vseh ministrstv. In jaz, glede na to, da sem skoraj vsak dan na terenu, zadnji smo bila z gospod Bratuškovo na terenu z vsemi župani Savinjske in Koroške regije. Najprej, seveda je populistično lahko zdaj govoriti in nastopati strani politika, ampak to je zelo nevarno. Najprej, vendar ne rečem, bilo je govora, da se cene dvigujejo, strojne cene gradbeništva. Ni res. Tega ni bilo zato, ker smo mi tudi malo preverili. Ne dviguje se cene materialov v trgovinah, se pravi, ker smo mi kot pod naš resor je tržna inšpekcija, in ker smo dobili prijavo, smo šli gledati in tudi tam ni bilo, tako imenovanih vojnih dobičkarjev. Seveda, zdaj je županom kapo dol to, kar so nekateri naredili, ampak eni se mogoče znajdejo, eni so malo večje občine, drugi so malo manjše občine, in eni župani so bili zelo operativni, so se dogovorili z vsemi svojimi gradbenimi firmami in so jih spustili, v vodotoke in tako naprej. Nekje imajo seveda težave in nekje je zmanjkovalo, tudi gradbenih strojev. Ne. Dokler je bila pomoč iz tujine, je bila zadeva malo lažja, moralno, ne. Potem pa, ko se je ukinil ta državni načrt, so pač tujci šli domov. Ne. Tako da tukaj je zdaj res za te koncesionarji, ki že tako imajo koncesije in čistijo vodotoke in tako naprej, da to res delajo zdaj pospešeno, in jaz verjamem, da nobeden od teh gradbenikov ne bo ostal brez plačila, ker to vemo, da je to osnova. Bi jih pa seveda prosil, da niso vojni dobičkarji. Govorim grdo, zdaj treba je pač narediti, ampak jaz zaenkrat je zadeva v redu. Imamo pa druge probleme, ne? Od okoljevarstvenikov do vsega tega, ne? Kako na prav način sanirati, da bo ne samo za jesen, ampak da bo tudi dolgoročno. Če ste bili zelo enotni pri ukrepih, ki ste jih že omenila in ki pomagajo gospodarstvu, pa ste bili precej razdeljeni pri solidarnostnem prispevku. Gospod Gorenšček, tukaj niste nekako naleteli na posluh vlade. Glejte, dejstvo je, da smo pohvalili ukrepe, ki smo jih skupaj na Ministrstvu za gospodarstvo dorekli. Določeni ukrepi pa so prišli z drugih resorjev na vladi. Eden od takih je bila ta solidarnostna pomoč. Mi smo bili najprej zelo presenečeni, če se lepo izrazim, nad dela prostim dnem. Zavedati se moramo, da dela prosti dan gre v breme vseh delodajalcev, da smo ga ovrednotili na približno 120 milijonov
evrov. To pomeni, to je že bil nek prispevek vseh delodajalcev, ne samo gospodarstva v ta namen. Ne bi bil rad kritičen do učinka tega ukrepa. Imel je izredno pozitivno, predvsem moralno noto, hrabril je ljudi na tem območju, vendar verjamem, da bi se dalo to narediti tudi v primeru, da to ne bi bil dela prost dan. Ljudje bi si tudi vzeli dopust za to, da bi šli na teren pomagati. Takrat smo se odzvali, da bi raje, kad delajo prost dan, pričakovali dodaten solidarnostni dan, spet pač spomini naši na pretekle katastrofe. Potem smo pa dobili poleg tega obveznega prostega delovnega dne še obvezen solidarnostni prispevek v višini 0,3%. Nismo ga dobili samo za eno leto, dobili smo ga za 2 leti. Kritike so bile tukaj zelo različne. Že s prvim zakonom sprejet 2 obvezna prispevka za 2 leti zapored ni glih običajno, ker časa bi bilo dovolj. Nekateri zakoni veljajo do konca leta z možnostjo podaljšanja, tukaj pa kar z eno potezo smo označili 2 leti. Drugič, tudi struktura tega prispevka nam ni bila najbolj všeč. To pomeni, zaposleni prispevajo enodnevni neto dohodek, potem pa podjetje temu doda še prispevek v enaki meri plus davki in prispevki grejo na državo. Tukaj smo bili mi nekoliko kritični. Dejstvo je, da to si da odplačati tudi z prostovoljno delovno soboto. Tudi tukaj smo bili kritični in sicer predlagali smo, naj se država pri prostovoljni delovni soboti odpove davkov in prispevkov v namen te solidarnosti. Ta zakon, moram priznati, je nekoliko pokvaril vse ostale ukrepe, katere smo samo pozdravljali. Zakaj? Ker se pravi, ta solidarnostni prispevek je prišel z neko zamudo. Podjetja so od prvih dni pa do takrat, ker je zakon prišel v zakonodajno proceduro, že precej prispevala. Samo tem dobrodelnim organizacijam po prvih podatkih so v prvih parih tednih donirala več kot 10 milijonov evrov. Imeli smo tudi solidarnost podjetje podjetju, kjer so pomagale s strojno opremo, z delom v teh podjetjih, to pomeni strokovnim delom in pa z tem enostavnim odpravljanjem posledic čiščenja mulja. In kar najmanj, kar je, smo pričakovali, da bi bila ta pomoč odšteta od te obvezne pomoči. Skratka, ta ukrep je vnesel neko nezadovoljstvo, nekoliko poslabšal to klimo. Vse ostalo pa, kar je bilo dogovorjeno na Ministrstvu za gospodarstvo, pa kar sem že prej rekel, samo pozdravljamo. Gospod minister, gospodarstvo vas je pred tem opozarjalo na ta dodatek solidarnostni. Kakšno je bilo vaše stališče? Kako ste glasovali na vladi? Jaz bom, seveda, da sem zelo iskren, če smo zato v take hiši, ne. Vse odločitve, ki jih sprejmemo horizontalno kot vlada. In ni nobenega razloga, da bi jaz zdaj z ne vem kakšnimi mojimi razlagami se izpostavljal tako ali drugače. Zdaj, kaj bi jaz naredil, če bi imel vse v roki, potem drugače. Ampak, če bo to edina stvar v tej, bomo rekel, sanaciji ali pa v tem, da bomo to našo domovino obnovili, ta 2-letni prispevek, potem problema ne bo. Za tistega 14. tisti prvi solidarnostni dan oziroma dela prost dan in da smo šli ljudje pomagati, bom pa tako rekel. Veste, ko pride politik na teren, jaz sem bil tako na terenu, včasih narediš kakšno napako, ker te, bom rekel, zgodbe ljudi prizadane in niti ne veš točno, kaj bi na hitro naredil, da pomagaš. In tisti dan garantirano vam povem, če bi tisti dan dal, ne vem, 50 milijonov evrov, zdaj zelo banaliziram, na kup, nisi nič rabil, ker si rabil lopate, roke, pomoč in
mislim, da je bilo na nek način v redu. Potem smo delali izjeme, pa so avtoprevozniki se lahko vozili in tako naprej. Tako da, ja, in tudi takrat je bila politika tudi na desni in na levi na nek način zelo poenotena. Jaz mislim, da moramo ta naš solidarnostni sklad na nek način obnoviti. Ta bo, po moje, trajni ta sklad. Zakaj? Ker poplav, težav se mi ne bomo rešili, naslednjo leto bo suše, ne vem, bo hvar, ampak in bo treba državo tako in drugače obnavljati. Jaz razumem gospodarstvo, vendar to ne bi imenoval, kot zdaj vsi imenujejo, kot nek nov davek. To je res nek solidarnostni prispevek, ki pa, bom rekel, če bo samo to v teh 2 letih, potem bo zadeva, bom rekel, bom jaz zadovoljen. Sigurno ne bom pa zagovarjal po letu 2024 še dodatne obremenitve. Nasprotno, mi danes vidimo, kje so problemi v gospodarstvu. In vse to že vsi vemo, že 20 let v Sloveniji, da imamo ta srednji sloj, bom rekel, plače preveč na nek način obremenjene. In tukaj moramo brez kamer se enkrat v tej državi usediti, gospodarstvo, sindikati, vlade in tako naprej se zmeniti, brez umestnih navijaških pozivov, dajmo in probati Slovenijo na nek način naštelati bom rekel, tam, ker se skupaj želimo, da bo bistveno bolj še na tem področju konkurenčna in da bo vse skupaj na nek način potekalo. Ker jaz si pa vendarle želim živeti v neki socialni, pravični državi, v varni državi, v na nek način zeleni državi, kjer bomo na nek način vsi normalno živeli in to je to. Ja, seveda ne bomo napak razumljeni, mi nismo direktno nasprotovali tej solidarnostni. Smo pa imeli pač predlogov za izboljšanje teh zakonskih členov in sicer eden od teh je bil tudi, da bi tisti, ki so bili prizadeti. To se bo pa rešilo. To sem pa bil jaz tudi opozoril. Da bi bili izločeni. Tako da mi smo tukaj probali dejansko maksimalno konstruktivno nastopati in jaz sem vesel, da smo tako složno tudi sodelovali. Spoštovana gosta, le še ob sklepu pogled na ocene gospodarske rasti, te so vse bolj pesimistične. V Sloveniji je lanska gospodarska rast bila več kot pol manjša od preocenjene. Kako komentirate, gospod minister, in kako vlada to upošteva pri nadaljnih proračunskih razvojnih načrtovanjih in kakšna skrb je to za gospodarstvo? No, to, da ti statistični urad napove eno, potem pa drugo, ne. Pa ne govorim zdaj o 0,1%, govorim o 2%, ne, seveda zaskrbljujoče, predvsem, ko vemo, ko delamo, za vsak proračun imaš neko podlago, neko oceno in na podlagi tega na nek način zadeve planiraš. Tako da to je, tega jaz nisem vedel, me tudi mene presenetili, zdaj seveda čakamo UMAR, da vidimo tudi po padcu, ki je Evropa napovedala, Evropska banka, kakšne bodo na nek način letos ta dodana vrednost. Tem se bomo mogli prilagoditi, seveda pa mi nismo nič ta moment veliko slabši kot druge države. Nasprotno, je pa res, da smo seveda odvisni od Evrope. Ampak če mene vprašate, nekatere poteze, ki jih ta moment ali pa Evropska komisija vleče, v bistvu uničuje evropsko gospodarstvo in daje, bom rekel, priložnost, da nas drugi, v tem primeru Kitajska ali pa tudi Amerika, prehiteva bom rekel, ker niso pravila igre za vse enaka. Glede, mi smo že pred to katastrofo, ki je zasenčila vse ostale probleme, opozarjali na to, da se slovensko gospodarstvo ohlaja. Opozarjali smo na padec industrijske aktivnosti. Trenutno je ta zmerjen za minus 4,5%, vendar se pravim, s to katastrofo 4. avgusta je to šlo v drugi plan. Ponovno se
pojavljajo opozorila, da smo pozorni na stanje v našem gospodarstvu. Napovedi so pesimistične. Pesimistične predvsem zato, ker se ohlajamo hitreje, kot se ohlaja ostala Evropa. Mi tukaj še vedno s prstom kažemo na nekonkurenčno poslovno okolje iz naslova previsokih cen električne energije in to bo zdaj ponovno tema, ko bomo splavali iz teh poplav. Želimo si imeti primerljive pogoje, kot jih ima naša konkurenca na Zahodu. Dejstvo je, da je Evropa že sama po sebi manj konkurenčna in da nam posli uhajajo v Azijo in v Ameriko. Ne bi bili radi pa tudi med zadnjimi v Evropi. Gospod minister, mogoče še tukaj bolj politično vprašanje. Ali vas skrbi, da se bo ta neenotnost Evropske unije, Evropske komisije v prihodnje le še povečala? Pred nami so konec konca evropske volitve in kakšnih velikih projektov ni pričakovati? Ne, mene je strah. Zaradi vseh razmer, ki se ta moment dogajajo in padca gospodarske rasti, do vseh težav, ki se pojavljajo, bom rekel, v Evropi glede okoljskih problemov, do migracij, ki me je strah, da prihajajo na plano, bom rekel, stranke, ki imajo ta populističen predzvok, kjer v bistvu ne moreš ti, če si na nek način realen, težko pariraš, bom rekel, politiku, ki pač nekatere stvari obljublja brez neke realne ocene. In tukaj vidim jaz eno težavo, ampak mi ta moment, če mene vprašate, se moramo predvsem fokusirati na sebe, mi moramo svoje zadeve narediti. Jaz sem bil, vsaj v tej nesreči, sem bil zadovoljen, da je politika vsaj 14 dni zdržala, bom rekel, zelo enotna, to je meni zelo blizu. Ker pravim, da so ideje, ki jih ima včasih desna stran dobre, jih je treba pohvaliti, tudi ideje, ki jih imamo leva stran dobre, jih je treba pohvaliti, napake spremeniti, pa bo nam v Sloveniji, ki nas je samo 2 milijona, bistveno bolje. In z roko v roko skupaj. Hvala lepa, spoštovana gosta, za obisk v našem studiu. Hvala, srečno. Iskrena hvala, ker ste spremljali današnjo vročo temo. Če želite jo pogledati še enkrat, se naročite na naš podcast oziroma na naš YouTube kanal, seveda pa tudi na našo tiskano izdajo Tednika Domovine. Vse dobro želim.